25. se pravi v torek. Prestavljena je bila pa zato, ker je predvidena v četrtek popoldan seja vlade. Torej ne gre za ugrabitev stranke oziroma ugrabitev mandata, kot se je v Delu izrazila Pivčeva? Glejte, še enkrat, tudi glede moje vloge. Edino moje mnenje je bilo in še to na vaše vprašanje in vprašanje nekaterih članov, da sem pripravljen do kongresa to prevzeti. In to je bilo vedno, nikakor pa ne, in zato tudi do zdaj nisem nikdar kandidiral kot za predsednika. Tako da to je nesmiselno, ampak kot rečeno, glejte, jaz ne želim več v neke nizke razprave se spuščati. Bo pa svet odločil, jaz bom poskrbel za to, da bo to na zakonit način. Vas preseneča ostrina njenih besed danes? Me ne preseneča, zato ker se pač bori in že ve zakaj. Ampak še enkrat, probleme, ki jih ima, niso problemi, ki bi jih mi naredili, ampak si jih je popolnoma sama. Zdaj je jasno, še Vox Populi je precej nizko nameril priljubljenost Desusa, ne bi prišla čez parlamentarni prag. Dejansko, ne? To ne preseneča, seveda v vseh teh razpravah. Zato je moje mnenje, da je to treba seveda čim prej prekiniti, razčistiti, pokazati, da tudi mi imamo nek del ponosa v stranki in etičnega ravnanja, ker mislim, da je potrebno. In brez tega si seveda ne bomo izboljšali našega položaja med ljudmi. Kaj pa to pomeni še enkrat za obstoj Desusa v vladi, tudi če bi vi denimo do kongresa? Ne, glejte, jaz sem prepričan, da večina članov Desusa se strinja z delom v vladi. Program, koalicijska pogodba je dobra, seveda imamo pripombe, ki se pojavljajo in jih poznate. Ni pa bilo do zdaj nobene resne razprave, da bi tudi iz koalicije šli, in to v tem primeru seveda ne pomeni, kdo bo vodil Desus v tem trenutku, ničesar v tej smeri. Kakšne pa razlike med članstvom, verjetno ga dobivate s terena? Glejte, težko je reči in tudi ne želim še enkrat komentirati. Jaz mislim, da bi bilo zdaj dobro, da do sveta stranke s takimi razpravami zaključimo. Mislim, da smo povedali že več kot dovolj in preveč. Treba je pač razjasniti določene stvari, ki so se dogajale, predvsem v zvezi s predsednico, in kot sem že rekel, na zakonit način to rešiti. Kako se bodo pa člani odločali, pa seveda ni več v mojih rokah. Bi pa kandidiral na morebitnem kongresu za novega stalnega rednega predsednika Desusa? Lejte, zelo verjetno ne. Do zdaj se o tem nismo pogovarjali, bila je to diskusija že na tem, pa na prejšnjem, pa še na enem kongresu. Nikdar se za to nisem odločal, ker enostavno to ni bilo mesto, ki bi me zanimalo. Sem pa pripravljen stranki, v kateri sem že vrsto let, pač pomagati, če vidijo, da jaz lahko pomagam. Dejala je tudi, da so poslanci stali ob strani Karlu Erjavcu o Patrii, Kantah in vseh drugih aferah, in da jih očitno zanimajo partikularni interesi, ne pa dobro ljudi. Jaz mislim, da govorimo o zelo različnih stvareh. Eno je napaka, ki jo lahko naredi minister, bodisi tudi meni lahko danes očita, ne vem kdo, da česa nisem naredil. Vedeti je treba, da tudi te nesrečne Kante danes ni problem, niti korak naprej napram letu, ne vem, 2010 ali kdaj je to bilo. In ni rešen in je pač takrat tudi sam Karel Erjavec odstopil. Ko pa začnemo govoriti o laži, o koruptivnosti, o izkoriščanju javnih sredstev, je pa vprašanje bistveno drugačno in mislim, kar se mene tiče, popolnoma jasno. Kako pa bi vi, gospod Pivčevo, trpeli kot ministrico, kot kmetijsko ministrico, nenazadnje je v vlogi kmetijske ministrice tudi odhajala in mešala privatne in pa službene zadeve. Kako bi to izgledalo, da bi pač ne bi bila več predsednica Desusa, a to bi bilo pa kar okej, če bi bila kmetijska ministrica v tej vladi? Glejte, v prvi vrsti seveda pač o ministrih odloča predsednik vlade in midva že do zdaj na nivoju vlade, če sem pošten, praktično nismo sodelovala in neke posebne spremembe v tem ne vidim. Bi bile pa okoliščine sigurno čudne. Kako pa komentirate odstavitev nekdanje sekretarke stranke Desus Tine Stanković, ki naj bi po določenih indicih tudi vodila vašo kampanjo na lokalnih volitvah leta 2018? Ja, glejte, gospa Nina Stanković je bila moja dolgoletna sodelavka tudi v državnem zboru, vodila je PR službo in za stranko in za državni zbor in tudi meni pri kampanji pomagala.
Je pa treba vedeti, seveda, da generalni sekretar stranke je najožji sodelavec praktično predsednika stranke in jaz seveda tu se strinjam in sem vedno zagovarjal tudi stališče, da si predsednik sam izbere najožje sodelavce, pa ne bo to minister državne sekretarje ali pa predsednik stranke generalnega sekretarja, tako da to pač ni kaj. Na kateri točki vas je v bistvu Pivčeva razočarala? Ker videli ste že prej imela težave, še pred temi njeni zadnjimi aferami, ne? Že prej mogoče je prišlo do nekih kratkih stikov. Glejte, jaz ne bi osebnih odnosov tu komentiral. Iskreno sem se trudil in verjamem tudi prispeval, da je postala predsednica in tako kot sem danes iskreno prepričan, da se bo zgodba z Desusom slabo končala, če bo ona vodila stranko naprej, ne pomeni pa to, da jo moram voditi jaz. Okay. A lahko lepo prosim še na ukrepe, če ni nič na Desus? Zdaj zaostruje, Slovenija bo nedvomno zaostrila ukrepe. Vsi se sprašujemo, kdaj, kako, že jutri se morda sestanete z epidemiologi. Jaz imam danes sestanek z NIJZ-jem in ožjo strokovno skupino z nekaterimi. Potem imamo predvideno tudi srečanje z predsednikom vlade in tu bomo pač mogli pretehtati zdaj in to hitro sprejeti kakšno odločitev, glede na to, da se razmere poslabšujejo in da dejansko nas ogrožajo predvsem spet vnosi iz tudi Hrvaške in tu bo treba seveda odločitev sprejeti, predno se začne šola. Zdaj kakšna bo, lejte, to je vedno je strokovna in delno seveda tudi politična odločitev. Ne bi je pa želel seveda vnaprej napovedovati. Jaz sem za to, da verjetno damo ljudem nekaj dni časa, da pridejo, ampak to se mora zgoditi zelo v kratkem, to je moje osebno mnenje sicer, da imamo jasno sliko do pričetka šole, koliko je bilo vnosov dodatnih na ta račun, ker mislim, da bi bilo čisto tehnično zelo težko izvedljivo, če bi danes rekli, ne vem, od zdaj naprej je pa karantena za vse, to bi pomenilo več 10.000 ljudi v karanteni, kar je čist strani izvedbe skoraj nemogoče tudi narediti. Po teh nekaj dneh, ki bi jih dali pač državljanom, da pridejo nazaj. Lejte, to je, lejte, še enkrat, to je samo izključno moje mnenje, niti strokovno skupino še nismo o tem zdaj razpravljali, danes imamo sestanek in bomo videli, do kakšnih ugotovitev pridemo mi skupaj in potem seveda tudi na nivoju vlade oziroma pač širše skupine. Povečanje številk okuženih pa je predvsem, tako kot ste rekli, uvoženih iz tujine, iz dopustov, predvsem pa mladi. Očitno jih še vedno nič ne spametuje. Kako nameravate v bistvu zajeziti zdaj to naraščanje okužb? Lejte, zdaj prvo bi seveda apeliral na vse, ki prihajajo z Hrvaške, če imajo le možnost, da nekaj dni ostanejo, kar se da izolirani, da ne bi prihajalo do nekontroliranega širjenja. Še posebej mora to veljati za zdravstvene delavce in za te vse, ki delajo v domovih. Zdaj, glede mladih, z ukinitvijo epidemije oziroma preklicem epidemije so seveda zavore očitno popustile in tudi poletni čas očitno ni tisti, kjer bi bolezen dovolj resno jemali. In zato bo pač potrebno res natančno dosledno delo epidemiologov, spremljanje stikov in jaz upam, da teh stikov zdaj oziroma tega števila okuženih le ne bo toliko bistveno več, ker sicer bi bilo tudi delo epidemiologov v veliki meri onemogočeno in to želimo preprečiti. Ljudje verjetno svetujete, naj ne hodijo zdaj na dopust na Hrvaško? Absolutno. Jaz bi od tu naprej res odsvetoval Hrvaško kot mesto dopusta, glede na to, da imajo problem, število je veliko in izpostavljanje v tem primeru je dejansko neodgovorno. Ogrožamo sebe, pa ne samo to, ampak ogrožamo res vse naše bližnje sodelavce, svojce in enostavno to ne more biti sprejemljivo. Vi kot minister za zdravje in ne nazadnje kot zdravnik se zavzemate za to, da se uvede karantena za vse, ki se vračajo z Hrvaške? Kot sem rekel, jaz bi vseeno dal nekaj dni, da se vrnejo, tisti, ki to želijo, ker je praktično skoraj nemogoče imeti, ne vem, 30, 40, 50 tisoč ljudi naenkrat v karanteni. Drugače pa po tem roku pa ja, zagovarjam, da bi morali v karanteno. Hvala lepa.